pikantni obiski prek videoklica, vsakovrstni prepovedani predmeti in obtožbe spolnega nadlegovanja. To je le nekaj obtožb proti najstnici, ki so ji rekli pekel na kolesih, Mackenzie Sherrill, potem ko je pristala v zaporu. Povedala vam bom, v kakšnih težavah je bila za zapahi in kakšne divje stvari je celo sama priznala. Sem Anžaneta Levi in to je Crime Fix. Sodnik, ki je Mackenzie Sherrill poslal v zapor, verjetno za preostanek njenega življenja, jo je označil za pekel na kolesih. To je bilo seveda zato, ker je vozila 100 miljami na uro v zid in ubila svojega fanta, Dominika Russa, ter njegovega prijatelja, Deviona Flanagana. Tukaj so policisti iz Strongsville, policijske uprave v Ohaju, ki so se odzvali na kraj dogodka 31. julija 2022. Snemanje, nameščeno, Wi-Fi povezan. Moramo razbiti okno! Potrebujemo še nekaj enot. A ne razumeš? Tja in to naredi. Zdaj. Nihče ni sit. Snemanje, nameščeno, Wi-Fi povezan. To je to. Bo, nihče ne diha. Nihče ne diha. Po redu, razbito okno. Toss that window out. O, moj bog, človek. Dotriši moj gozdo, je tukaj noter. Vozniki! Radio. Dihanje, hitenje, voznik! Pridi sem. Prijavimo to, lepo! Živjo, Brian. Kako ti veselje je popisati to? Lepo leto ti želim. Živijo, Tomi! Tukaj potrebujemo odprto linijo. Prav, tukaj. To je slabo, fantje. Živa je! Jutri jo moramo spraviti sem! Po redu, nekako seže gor. Tožilci so povedali, da je bila nesreča namerna. Mackenzie je bila skoraj mrtva, a je preživela. Njen odvetnik pa je dejal, da je doživela zdravstveno epizodo in da ji je zelo žal zaradi grozljive smrtonosne nesreče. To je njihova trditev in to je njena trditev. Ana prestaja 2 kazni po 15 let do dosmrtne za umora Dominika in Deviona. Sodnik je, kot sem omenila, Mackenzie poimenoval pekel na kolesih. In v Netflixovem dokumentarcu Nesreča se je Mackenzie poskušala prikazati kot nekoga, ki mu je žal, ampak ugani kaj. Zapisniki iz oddelka za popravne zavode Ohaja kažejo, da je Mackenzie v svojem kratkem času za zapahi delala kar precej težav. In vse to bom pregledala za vas. Trditve o spolnem nadlegovanju, razkazovanje svojih prsi in še veliko več. Nekateri prekrški se zdijo manjši, medtem ko so drugi bolj resni. Maja 2024 je Sherrilla zašla v težave, ker je bila na napačnem mestu ob napačnem času. Policist je zapisal, da se je zgoraj navedenega datuma in približno ob 23:40 uri zgodil dogodek. Zaprta Sherrilla je bila opažena v skupnem prostoru v drugem nadstropju, kjer je govorila na svoji tablici. To je drugi incident, ko je bila zaprta Sherrilla najdena v skupnem prostoru potem, ko se je čas za rekreacijo že končal. Zaprta Sherrilla je obtožena prekrška 5-6, ker je bila na nepravem mestu. Kot odgovor je Mackenzie rekla, nisem vedela. Priznala je krivdo in uradna oseba na obravnavi jo je spoznala za krivo.
Če preskočimo na oktober 2024, pa so prekrški nekoliko resnejši. V poročilu piše, da sem na zgoraj naveden datum in približen čas jaz, paznica Bryce, izvajala naključne preglede postelj. Med pregledom pri zapornici Sharila sem našla 2 predelanih hlač, ventilator z imenom in številko zapornice, ki je izbrisano, prečrtano, in na isti strani napisano ime Sharila, ter 4 slike iz golih revij. Zaradi tega jo bom obtožila po členu 12.3, posedovanja lastnine druge zapornice, in po členu 12.7, posedovanja prepovedanih predmetov. Sharila je povedala osebju zapora. Imela sem ventilator in hlače, predala sem jih skladiščniku in bila sem obtožena. Uradnik, ki je vodil obravnavo, je zapisal: prepovedani ventilator je bil uničen, slike bodo vrnjene in hlače vrnjene skladiščniku. Sharila je bila spoznana za krivo in za 30 dni izgubila pravico do nakupa v kantini. Naslednji mesec, novembra 2024, je bila Sharila ponovno disciplinsko prijavljena. V poročilu piše: dne 11.11.2024 ob približno 12.40 sva z uradnikom Grahamom ustavljala zaprte osebe za naključne preglede. Zaprta oseba Sharila je bila ustavljena in je prostovoljno izročila kos sira ter paket rezancev, ki jo je imela v svoji jopici s kapuco. Zaprta oseba Sharila prav tako ni nosila službene zaporniške majice v CF, zaradi česar ni bila oblečena v skladu s pravili. Poleg tega je nosila predelano zaporniško jopico s kapuco, na kateri so bile perle. Zaprti osebi Sharila nalagam kazen po členu 16.3 zaradi prihoda v CF v neustrezni obleki in po členu 12.7 zaradi posedovanja prepovedanih predmetov. Uradnica Shonlab me je poklicala iz hale in sporočila, da je imela zaprta oseba Sharila pod 2 jopicama s kapuco oblečeno službeno zaporniško majico. Ne glede na to je zaprta oseba Sharila namerno zataknila ovratnik in majico, da bi izgledalo, kot da nima oblečene službene zaporniške majice. Sharila je ponovno priznala krivdo in za 30 dni izgubila dostop do paketov. Toda 2 dni kasneje je Sharila ponovno prišla v težave zaradi oblačil, ki jih je nosila. Na zgoraj naveden datum in uro sem med preiskovanjem prestopnikov, ki so zapuščali CFS, opazila, da je prestopnica Sharila nosila spremenjen moder pulover, ki je bil predelan v pulover s kapuco. Prestopnica Sharila se zaveda, da osebne lastnine ni dovoljeno spreminjati. Sharila je priznala, da ima pulover, vendar je povedala, da ga ni sama spremenila. Za 30 dni je izgubila dostop do kantine. Ampak poslušaj to. 29. aprila 2020 je bila Mackenzie Sharila ponovno prijavljena, tokrat zaradi kršenja pravil pri video obiskih. Policist je zapisal: med pregledovanjem video obiskov sem opazila, da je zaprta Sharila imela video obisk z bivšo zapornico, ki je bila izpuščena. Opazila sem, da ime video identifikacije obiskovalke ni ustrezalo osebi, ki je dejansko opravljala video obisk. Ime obiskovalke je prikrito in to je odobrena obiskovalka v sistemu DOC. Dejanska oseba, ki je opravila obisk, katere ime je prečrtano, ni odobrena obiskovalka in ne bi smela obiskovati Sharile. Imeli so več kot 100 video obiskov. Obiskovalka je bila označena kot prosilka in je blokirana na GTL. Priložila sem posnetek videa, ki prikazuje, da je obiskovalka in ime osebe je ponovno izbrisano. Mackenzie se je udeležila zaslišanja, ni podala izjave in je priznala krivdo. Izgubila je dostop do elektronike za 30 dni. Naslednji dan pa je spet imela težave z varnostniki. Tokrat je bila Mackenzie obtožena spolnega nadlegovanja in neprimernega nošenja oblačil. Paznica je zapisala: pristopila sem k IP Sharili, ko je bila v pisarni svetovalke Jones, da bi jo odpeljala na stranišče in preverila, ali je primerno oblečena. IP Sharila je bila prej v pisarni gospoda Rimsa, ki jo je prosil, naj mu izroči svojo jopico s kapuco, saj je bila spremenjena in se je štela za prepovedan predmet. IP je povedala, da mu je ne more dati, ker pod jopico ni bila primerno oblečena. Ko sem ji povedala, da jo bom peljala na stranišče, da preverim, ali je primerno oblečena, da ji lahko vzamem jopico, je rekla: če bo on dobil erekcijo zaradi tega, kako sem oblečena, je to njegov problem. Le da je uporabila drugo besedo za erekcijo. Ko je prišla do vrat pisarne gospe Jones, je rekla: gospe Jones, naj gre z nami na stranišče, ker se ni počutila prijetno. Ko smo prišle v IP stranišče, je IP Sharila odzipala svojo jopico in njena državna majica je bila popolnoma odpeta. Spodaj pa je imela le športni modrček. Naročeno ji je bilo, naj si zapne majico in mi izroči svojo spremenjeno jopico. Ves čas, ko smo bile v stranišču, je bila zelo nespoštljiva in je govorila na glas, ter spraševala, ali je edina stvar, ki nas skrbi, njena spremenjena jakna. Ta oseba je imela več prijav zaradi prepovedanih oblačil. V zameno za spremenjena oblačila je dobila nove državne uniforme.
Njena jopica s kapuco je bila očitno zožana ob straneh in ji je zelo tesno pristajala. Širila je bila citirana, da je rekla: "Šla sem z njo na stranišče. Nikoli nisem tega rekla. Naredila sem, kar so mi rekli. Nisem bila nespoštljiva." Širila je na koncu priznala krivdo za obtožbe in bila kaznovana. Le nekaj mesecev kasneje, avgusta 2025, je prišlo do še enega incidenta, povezanega z obtožbami o spolni aktivnosti. Poročilo o vedenju navaja, da je IP imela roke v hlačah IP Širile v predelu zadnjice. Zapisi kažejo, da je Mackenzie zanikala, da bi se ta dogodek zgodil. Storilka se izreče za nedolžno in izjavi: "Nisem mi dovolila, da bi se me dotikala. Nikoli nisem imela disciplinske prijave zaradi spolnega prekrška in to nisem jaz. Tega ne počnem." In o tem je še veliko več zapovedati. Zato bi rada povabila Justina Papernija. On je krizni menedžer v podjetju z imenom White Collar Advice in svetuje ljudem, kako preživeti čas v zaporu. Torej, Justin, najlepša hvala, da si z mano. Zelo cenim to. Z veseljem. Želim se takoj poglobiti v te zaporniške evidence. To najnovejše poročilo o vedenju ali eno od teh poročil o vedenju, to je iz septembra 2025. Torej je bila Mackenzie tam že več kot leto dni na tej točki in to bomo prikazali na zaslonu. Piše, da je časnik Miller pregledoval obiske prek ViaPath, to je sistem za video obiske. Bila je oseba. Tam je bila z Mackenzie oseba, ki ni bila odobrena. In piše, da se je med tem obiskom zgodilo več neprimernih stvari. Obisk, ki se je zgodil ob 18:06. Prikazuje, kako Mackenzie Širila pokaže svojo dojko obiskovalcu. Nato ob 21:08 obiskovalec pokaže spolno igračo, nato pa obiskovalec pokaže svojo dojko. In nato ob 7:42 obiskovalka pokaže svojo dojko s spolno igračo. Tukaj je zelo podrobno opisano, Justin. Gospodična Kenzie Širila tega ni mogla zanikati. Tega sploh ni mogla zanikati. Kakšno je vaše mnenje o tem poročilu o vedenju? Je to nenavaden dogodek? Ljudje počnejo spolne stvari med video obiski. Nažalost, to ni nenavadno. Poglejte, disciplinske kršitve so v zaporu zelo pogoste, vendar rad uporabim analogijo z omejitvijo hitrosti 65, vi pa vozite 75. Morda boste še vedno v redu. Torej, obstajajo stvari, ki jih osebje v zaporu spregleda, ker je toliko drugih skrbi. Toda, ko se vpleteš v uničevalno vedenje, kot je to, ki ogroža varnost ustanove, je to, kot da bi vozil 125. To lahko vodi do izgube skrajšanja kazni zaradi lepega vedenja in časa v osamitvi. Slišal sem jo, kako se v videih pritožuje svoji mami, da noče biti v zaščitnem priporu. Ampak seveda, v takšni situaciji pristaneš v zaščitnem priporu, ker jo moraš ločiti od drugih zapornikov, ki se obnašajo primerno. Odkar je v zaporu, je to kot popolna študija primera, kaj ne smeš početi. Nobenega poistovetenja z žrtvami, katerih družine so uničene. Vse se vrti okoli nje, njene podobe, njenega ega. In zaradi tega ne pomaga niti to, da ima starše, ki ji vse omogočajo. Zaradi takšnega vedenja lahko pozabiš na izpust iz zapora čez 15 ali 20 let. Resnično si sama utira pot, da bo tam do konca svojega življenja, glede na vedenje, kot je uporaba spolnih igračk med video obiskom. Dobiva slabe nasvete. No, ali sploh dobiva kakšne nasvete? To je drugo vprašanje. Ne vemo, ali sploh dobiva kakšne nasvete, ker mislim, da ji ta Netflixov dokumentarec ni koristil. Mislim, da ji je celo škodoval. Seveda, ker ima Netflix svoj cilj, pridobiti gledalce, zaslužiti denar in pridobiti naročnike. Zato ne bodo ustvarili zgodbe, ki bi ji pomagala. In tega žal ne prepozna. Zato sprejema odločitve, ki jo bodo, po mojem mnenju, zavedno zadržale v zaporu. In dokler ne bo razumela, kako bodo ta dejanja vplivala na njo, se bo to preprosto nadaljevalo. Govorimo o tistih, ki govorijo resnico. V njenem življenju ima ljudi, ki ji omogočajo takšno vedenje. Ti govorijo tisto, kar želi slišati. Če bi ji bil kdo sploh pripravljen dati na svet, ali bi ga bila sposobna sprejeti? Glede na to, kar sem slišal in izvedel, je odgovor ne. Mislim, ko poslušam te posnetke, je to tako ogabno. Rad bi slišal, da prepoznava, kaj žrtve želijo. Sram me je, opravičujem se. Edino, kar slišiš od družine, so neke floskule ali klišeji. Ona sprejema obžalovanje. Ne sprejema ga, to je nekaj, kar zavrže. In poudarek je, hočem ven iz zaščitnega pripora. Okoli mene so res čudni in bolni ljudje, ne da bi sploh prepoznala, da je morda ona sama problem. Na neki točki bo potrebovala nekoga, ki ji bo povedal resnico. In potem bo morala to resnico tudi sprejeti, razen če želi preostanek življenja preživeti v zaporu. To je njena izbira. Imela je še eno kršitev, kjer so jo obtožili, da je ukradla veliko stvari.
In tudi to želim pokazati na zaslonu. Rekli so, da so jo našli z visečimi uhani, na katerih so bili obeski, ukradeni iz sobe za oblačila. Imela je stekleničke barve, stekleničko voska, 11 tub barve, plastično škatlo, več kot 20 kamnov, doma narejene blazine, predelane pobarvane čevlje znamke Van, blazino brez računa, 2 zeleni majici, umetne trepalnice, 1 šal za vrat, 2 majici z dolgimi rokavi, uhane iz cofkov, narejene iz predmetov ukradenih iz sobe za oblačila in še vse mogoče stvari. Imela je vrečke z biseri, vse te stvari, ki jih ne bi smela imeti. In sprejela je poročilo o vedenju. Pravi, nisem ničesar ukradla. Dala mi je ta in ta. Rada barvam skodelice. Ona mi je dala te stvari. Plačala sem 10 za vsako stvar iz sobe za oblačila. Potem je bilo to predano disciplinskemu odboru. Zaradi tega je imela težave. Mislim, ali je to resna stvar? Mislim, slišalo se je, kot da ima tam notri ogromno zbirko stvari. Ona pravi, da ni ničesar ukradla, ampak oni dajejo vtis, kot da je to mogoče res storila. Kasneje je priznala krivdo za to. Najboljši odgovor, ki ga je dala na ta poročila o incidentih, je bil, ko sploh ni odgovorila, ker kadarkoli se je odločila odgovoriti, je sicer rekla, da je kriva, vendar ni prevzela nobene odgovornosti. Bilo je samo obtoževanje ali izgovarjanje. Nikoli ni bila njena krivda. Torej, nekatere od teh samih posebej, ena disciplinska kršitev, naprimer vzemanje hrane iz jedilnice ali vstop v drugo spalnico brez dovoljenja. Zaposleni v zaporu lahko to spregledajo, vendar to zanjo ni nič nenavadnega. Težava je v tem, da njen značaj v zaporu ostaja enak. Še naprej goljufa, išče bližnjice in se vpleta v disciplinske kršitve. Iskreno sem malo presenečen, da ji je zapor dovolil toliko prostora, da s tem nadaljuje. To ni 1, 2 ali 3 kršitve, gre za desetine. In prišlo bo do točke, ko bo dobila prav to, česar si ne želi. Popolna izolacija, popolnih 23 ur na dan v bunkerju, kjer bo lahko 3-krat na teden prišla ven, da se stušira in telovadi. In si lahko samo predstavljate, koliko pritoževanja in tarnanja bo sledilo. Če bi ji svetoval, bi rekel, da mora razumeti, da obstaja možnost, da bo čez 20 ali 30 let morda izpuščena iz zapora. Zdi se, da je to zelo dolgo obdobje, vendar bo prišlo. In če bi začela sprejemati dobre odločitve, bi sprejel polno odgovornost za svoje ravnanje. Sočustvujem z žrtvami. Če bi bil na njihovem mestu, bi si tudi sam želel kazni in maščevanja. Upam, da je imel zadovoljstvo, da bom naslednjih 20 ali 30 let v zaporu. Namesto tega si ustvarja ta dosje z disciplinskimi prekrški in brezbrižnostjo ter se postavlja v ospredje kot zvezda. Netflix tega ne počne, le še dodatno krepi občutek, da je ona neka slavna oseba ali superjunakinja. Postavlja se v položaj, kjer bo na koncu stopila pred komisijo za pogojni odpust in rekla: "Oprostite, spremenila sem se. Tega ne bom več storila. Naučila sem se lekcije." In zelo cinična komisija za pogojni odpust bo rekla: "V redu, kje je evidenca? Kaj ste naredili, da bi pokazali, zakaj bi vas morali izpustiti?" Ker vas lahko zagotovim, da bodo družine žrtev čez 15 let sedele na tej obravnavi. Ko bo začela sprejemati to realnost, bo morda sprejemala boljše odločitve. Ali pa nekateri ljudje z dolgimi kaznimi rečejo: "Veste kaj, koga briga, kazen je predolga, nikoli ne bom odšel, živel bom svoje življenje." Če želim imeti spolne igrače in video obiske ter oboževalce po vsem svetu, ki me poveličujejo, super, tukaj bom do konca svojega življenja. Kakorkoli, ona je na poti, da bo preostanek svojega življenja preživela v zaporu. Zagotovo se zdi tako. Enkrat je dejansko dobila disciplinsko prijavo, kot jim pravijo. Temu pravijo kazni. Imenuje se disciplinska poročila, vendar jim zaporniki pravijo kazni. In zdelo se je, kot da so prihajale ena za drugo, zelo hitro, kot vse te stvari. In prepričana sem, da je bila pod drobnogledom. Morda je bila tudi uporniška. Nimamo celotne slike, ampak zdelo se je, da jih je imela več zapored. In ko je ena od njih sprejela, ga je podpisala pod prisilo. Ja, mislim, ko vidijo kaj takega, ko si v takšni ustanovi, Justin, naj bi bil institucionaliziran. Veš, pričakuje se, da se boš uklonil. Ampak zdi se, da ima res velike težave. Težko se prilagaja na to. Tukaj je razlog. Povedal ti bom zakaj. V zvezdnem sistemu temu pravijo šac. Ne verjame, da je kriva. Torej, če se dogaja kakršnakoli krivica, je ta storjena njej. Zakaj bi torej upoštevala pravila, ki so namenjena zapornikom, ki so dejansko kriminalci in so prekršili zakon, medtem ko sebe opisuje kot nekoga, ki je med norci? Ne poistoveti se z njimi, ni ena izmed njih, nedolžna je. Torej, ta krivica jo doleti. Zato, zakaj bi od nje morali zahtevati spoštovanje pravil, ki zanjo ne bi smela veljati, saj ni naredila nič narobe? Ohranila je upanje. Zagotavljam vam, da leži na svoji postelji po dolgem dnevu za sabo in pričakuje, da bo nekega trenutka prejela klic svojega odvetnika, ki ji bo rekel: "Uspešno ste se pritožili, jutri greste domov."
To pričakuje. In ko te novice najverjetneje ne bodo prišle, se bo resničnost začela kazati. Tukaj bom zelo dolgo časa. In ko bo starejša in bo razmišljala o sebi, bo spoznala, kako neumno, sramotno in ogabno se je obnašala, odkar je šla v zapor. Lahko to spremeni. Vsi smo lahko boljši od odločitev iz naše preteklosti, vendar je čas, da začne sprejemati boljše odločitve. Ona pa preprosto ne misli, da je kriva. Ko prebereš ta poročila o vedenju in pogledaš Netflixov dokumentarec Nesreča, ko pogledaš na vse skupaj, vseh 58 strani poročil o vedenju vidiš, da ona ne misli, da je naredila kaj narobe. Tako je v zaporu in si misli, ta pravila zame ne veljajo, ni mi jih treba upoštevati. No, v zveznem sistemu se dogaja več stvari. Če dobiš 1 ali 2 disciplinski kršitvi, je konec. Greš v samico, premeščajo te v strožje varovan zapor, izgubiš skrajšanje kazni zaradi vzornega vedenja. Kantina, želeno posteljo ali delo. Posledice so na zvezni ravni zelo hude, naprimer z iPhoni in drogami, nočejo ničesar od tega. Zdi se, da imajo tukaj daljšo vrvico, kot pravi kliše. To je podobno kot vzgajanje otrok. Narediš 1 ali 2 slabi stvari. Poveš jim, da bo posledica. Naredijo to spet. Ni posledic. To jih opogumi, nadaljujejo. Obstaja okoli 40, 50, 60 strani disciplinskih poročil in lahko te spoznajo za krivega, napišejo poročilo, krivega, napišejo poročilo. Na tej točki, ali vozi 75 ali 150, posledice niso tako hude. Zato boš s tem samo nadaljeval. Ne vidim nobene poti, da bi ona prenehala, razen če ne bi bilo tako hudih posledic, kot je izolacija. 23 ur na dan, ko si zaklenjen v bunkerju. Ne veš, ali je jutro ali noč. Tuširaš se 3 ali 4krat na teden, telovadiš 15 minut na dan in ni časa za spolne igračke prek videoklepeta. Ta me je res zadela. Zdi se, veš, da se veliko dogaja z ženskimi zapornicami. Mislim, da je to trenutno njena edina izbira. Mislim, da je to vse, kar je na voljo, verjetno. Ampak gre za bivše zapornice, ki so ženske. In ta del me je tudi res prizadel. Ampak misliš, da lahko obrne stvari na bolje? Če začne ravnati primerno, se obnašati, hoditi v službo kot mora in ne imeti prepovedanih stvari, misliš, da bi morda lahko obrnila stvari na bolje do zaslišanja za pogojni izpust leta 2037? Ni dvoma. Če pogledaš ljudi, ki so šli v zapor skozi zgodovino, Adam Clausen, Malcolm X, moj partner Michael Santos, ki je odslužil četrt stoletja, jaz sem odslužil pičlih 18 mesecev kot aroganten, privilegiran storilec gospodarskega kriminala, ki je mislil, da je boljši od drugih, dokler nisem prišel v zapor. Vsi se lahko izboljšamo, vendar ne s praznimi besedami ali klišeji, ampak z ustvarjanjem preverljivega zapisa o napredku. Morala bi pisati dnevnik. Kdo sem, kaj se učim, kaj bi naredila drugače. Če preberem knjigo, zakaj sem jo prebrala? Kako mi bo knjiga pomagala v prihodnosti? Kako lahko razvijem in razširim svojo mrežo? Najpomembnejša stvar za naprej je, da mora sprejeti dejstvo, da je ubila 2 osebi. Generacije njihovih družin nikoli več ne bodo enake. Ne gre za njeno trpljenje. Ko začne razmišljati o drugih ljudeh in o vplivu, ki ga je imela nanje, se lahko začne postavljati na pravo pot, vendar tega ne bo dosegla z besedami. Sčasoma si mora zgraditi dokumentiran zapis, ki ga bo lahko zagovarjala. In kako to izgleda? V naslednjih 30 dneh nobenega disciplinskega prekrška. Morda napišem odprto pismo ljudem, da sem mlada, da sem nezrela. Moji starši mi omogočajo takšno vedenje. Preveč sem osredotočena na slavo. Vse, kar počnem, je, da mislim nase in vidim posledice teh slabih odločitev. Grozi mi dosmrtni zapor. Tukaj je, kako bom postal boljši. In potem to tudi storim. Ampak moram reči, da je v zaporu težko. Težko je reči, da boš nekaj naredil, potem pa si na tleh, si depresiven. Ne moreš si niti predstavljati datuma izpusta, ki je 15 let v prihodnosti. Ampak veš kaj? Če bi bila izpuščena pogojno čez 15 ali 20 let, bi bila še vedno zelo mlada ženska, ki bi imela še vse življenje pred seboj. Verjamem v dobre ljudi. To sem rekel za vse, o katerih ste me kdajkoli spraševali. Sunny Belvani, Elizabeth Holmes, Sean Combs. Vsi se lahko izboljšamo, ampak za to niso potrebne besede. Moramo si ustvariti evidenco. To je edini način, da sem svoje življenje spravil nazaj na pravo pot. Z ustvarjanjem vrednosti, dokazov, ki jih lahko pokažem res ciničnim ljudem. Saj vem, da bodo vedno obstajali ljudje, ki bodo njo in nekoga kot sem jaz imenovali kriminalca, smet, odpadek. Ne potrebuješ vseh nazaj na svoji strani. Ne, ampak moraš si zgraditi mrežo. In začne se z: uničil in prizadel sem družine, sram me je. Tukaj je, kako bom postal boljši in to gradil. No, bomo videli, kaj bo naredila s tem, če bo slišala vaš nasvet. Najlepša hvala, Justin Paperny. Lepo je biti z vami. Vsa poročila o vedenju in celotno spisno dokumentacijo Mackenzie širila lahko preberete v naši aplikaciji Law and Crime Plus. Zato si jo prosim oglejte.
In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anja Netlevi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.